Dober večer. Dobrodošli na literarnem večeru, posvečenem 150-letnici rojstva pisatelja, duhovnika in akademika Frana Saleškega Finžgarja, njegovemu izjemno dejavnemu življenju in vsestranskemu delu na duhovniškem, kulturnem, literarnem, pa tudi gospodarskem področju. Vsa dela, ki jih je Finžgar v svojem 90 leti dolgem življenju prevzel oziroma so mu bila naložena, je opravljal železno voljo in toplim srcem, z globoko vero in nezlomljivim zaupanjem, predvsem pa zaradi neizmerne ljubezni do slovenskega jezika in svojega naroda, ki je v zgodovini vse prepogosto prestajal številne hude in težke preizkušnje. Današnji literarni večer je nastal v okviru študijskega krožka pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj, katerega člani smo bili Luka Pavlin kot mentor, Danica Bakovnik, ki je med drugim poskrbela tudi za vezno besedilo današnjega večera, Marinka Koželj, Marinka Rozman, Marija Arh, Domen Bremec in Darko Starič. Srečanja krožka so bile namenjena branju in raziskovanju Finžgarjevih del z avtobiografsko noto, torej del, ki temeljijo na avtorjevih osebnih izkušnjah, doživetjih in spoznanjih. Slišali bomo torej odlomke iz naslednjih Finžgarjevih del: Leta mojega popotovanja, Študent naj bo, Oranže in citrone, Napetelina, Gospod hudournik in Makalonca. Pisateljevo ustvarjanje in življenjske nazore bo osvetlila tudi pesem Slovenska govorica Antona Medveda, enega izmed tesnejših Finžgarjevih prijateljev. Izbrane odlomke bodo interpretirali člani kulturnega društva Dr. Valentin Kokal Visoko z gosti: Maruša Felkar, Dragomila Šeško, Jelka Štefanec, Sonja Zupančič, Janez Žalar, Darko Starič in Jaka Novak. Besedila bo z izbranimi melodijami obogatila tudi mojstrica citer, gospa Vida Učakar. Z igranjem na citre bi zagotovo razveselila tudi samega pisatelja, ki je v mladosti na ta inštrument rad tudi sam zaigral. Pa naj zazvenijo citre. Gospa Vida, vabim vas, da nas v večer zgodb, razmišljanj in spominov popeljete s svojo prvo melodijo. Rodil sem se 1871, 9. februarja ob 3. zjutraj. Nobenega življenja nisem pokazal. Žene okrog materine postelje so pritiskale uho na moje prsi in lovile utrip srca. Tudi moja šibka mamica je bila nezavestna. V ranem jutru so hiteli botri v mrzlo zimo z mano, da bi še živ prejel sveti krst. K materi je bil naprošen duhovnik. Tisti dan je bil dan plahega terepetanja za dvojno življenje. Nihče v hiši ni glasno govoril. Šepetaje so se pogledovali in s strahom čakali. Žene so obupane zmajevale z glavo in prerokovale: Kar sklenila bosta. Oba hkrati. Oče se ni dotaknil dela. S povešeno glavo in z na hrbtu prekrižanimi rokami je hodil po hiši. Ves ljubi dan tako. Z ženami se je pomenil bolj žalostnimi očmi, ko z zagovorjeno besedo. Prišla je noč, vsa polna strahov in obupa, za vse brez spanja. Proti jutru pa se je prismejala iz kamre v hišo botra.
Fantek je zavekal. Ona pa gleda in ga išče z očmi. Rešena sta. Tako je svoje rojstvo v uvodu zbirke črtic in novel z naslovom Njiva, ki je izšla leta 1951, ponovno popisal 80-letni pisatelj Franz Aleški Finžgar. Rodil se je 9. februarja 1871 v Doslovčah na Gorenjskem, umrl pa 2. junija 1962 v Ljubljani. Temne prerokbe žena, ki so bile ob njegovem rojstvu, se na srečo niso uresničile. Izteklo se je mnogo lepše. Šibkemu dojenčku, skoraj brez želje do življenja, je bilo usojeno kar dobrih 9 razgibanih in plodovitih desetletij. Tako v tem času obeležujemo kar 2 okrogla jubileja. Letos 150-letnico pisateljevega rojstva, prihodnje leto pa 60. obletnico njegove smrti. In prav ti častitljivi obletnici sta ljubitelje knjig pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih v Kranju spodbudili k temu, da so se v študijskem krožku, ki je pod mentorstvom Luka Pavlina in okriljem Andragoškega centra v sejni sobi društva, v letošnjih spomladanskih mesecih ponovno lotili branja in preučevanja pisateljevih del. Udeleženci ponedeljkovih srečanj pa niso prebirali samo širšemu krogu bralcev najbolj znanih Finžgarjevih del, kot so na primer roman Pod svobodnim soncem, povesti Dekla Ančka in strici ali pa igre Divji lovec, Veriga in Razvalina življenja. Temveč so se posebej posvetili krajšim pripovedim, ki so nastale na osnovi pisateljevih lastnih doživetij, občutij in izkušenj. Ob tem novem branju, gotovo že več desetletij odloženih in zato skoraj pozabljenih zgodb, pa so si, poleg osvežitve poznavanja, želeli odgovoriti vsaj na nekaj vprašanj, ki so si jih zastavili ob svojem skupnem študijskem branju. Med drugim jih je zanimalo, kaj je zaznamovalo in oblikovalo življenje Frana Aleškega Finžgarja, kdo so bili njegovi najpomembnejši vzgojitelji, učitelji, vzorniki, prijatelji in sopotniki. In še posebej, od kod je pisatelj črpal snov in ideje za svoja dela. In predvsem, kaj ga je vodilo in mu dajalo moč, da je zmogel preživeti vse hudo in težko, da je vse življenje do poslednjega dne ostal tako trden in pokončen v zvestobi slovenskemu narodu in slovenski besedi. In še mnogo drugih vprašanj se je porodilo o branju. Veliko odgovorov na ta vprašanja so našli v spremnih študijah urednikov njegovih zbranih del Franceta Koblarja in Jožeta Šifrerja. Pa tudi v avtobiografski pripovedi Leta mojega popotovanja, ki jo je leta 1957 izdala Mohorjeva družba, pa tudi v albumu Franz Aleški Finžgar, Vera v resnico, lepoto in pravico, ki sta ga prav letos ob 150. obletnici pisateljevega rojstva skupaj pripravila dr. Mihael Glavan in pisateljev pranečak dr. Janez Bogataj. Vsega tega si v tem kratkem času seveda niso mogli pojasniti, a nič za to. Naj kaj ostane tudi še za prihodnost. Ob zaključku srečanj pa so udeleženci študijske skupine kljub nedokončanemu študiju pripravili kratek izbor odlomkov pisateljevih pripovedi, ki nam bodo v nadaljevanju nocojšnjega druženja najpristneje in brez posrednikov razkrili vsaj nekatere najpomembnejše vzornike in sopotnike, odločitve in dogodke, bridkosti in veselja, predvsem pa ljubezni v življenju duhovnika in pisatelja Frana Aleškega Finžgarja.
Vse najpomembnejše pa se je začelo z otroštvom, ki ga je mladi France preživljal v Doslovčah pri Breznici na Gorenjskem, v družini očeta Franceta Kajžarja in Krojača in matere Terezije Gospodinje ter dobri 2 leti starejšega brata Janeza. Z družino sta živela tudi materina sestra Neža in njen oče pisateljev ded, ki se je prav tako imenoval France, zato se je bodoči pisatelj kasneje rad predstavljal tudi kot Francetovega Franceta France. In v kakšnem družinskem vzdušju so potekala njegova prva leta, kakšna vzgojitelja sta bila njegova starša, o tem najnazorneje opisuje v svoji že omenjeni avtobiografiji Leta mojega popotovanja. Zato kar prisluhnimo odlomku. Da mi je bil oče vzor in veljavnost nad vse, ni treba poudarjati. Udaril me ni prav nikoli. Beseda je zalegla vse. Če je pri oknu zažvižgal, kadar sem bil na vasi med drugimi fantiči, sem planil v skok domov. Navedem nekaj prigodic, ki potrdijo očetovo avtoriteto in razodenejo, kako me je vzgajal. Ko sem jo v šoli nagodil in me je šolmašter prišel tožit, me je oče na nitko odvezal za nogo k mizi. Vsi so odšli v polje, hišo so pustili na stežaj odprto. Jaz pa sem s knjigo v roki čepel pri mizi in si nisem upal nitke pretrgati. Vsak očetov dovtip, vsako hudomušnost sem natančno posnel. Prišla sva izza vrha sredi popoldneva. Mati nama je postavila ričet v peč in odšla po delu. Ko sva jedla, je naletel oče na droben ogorek trščice, ki je bil pri kuhi padel v jed. Kuhali smo v peči ali na odprtem ognjišču. Pa mi reče, treba bo mami povedati, da naj nama tako reč posebej skuha, da jo bova jedla, če jo bova hotela, če pa ne, pa ne. O, kako sem spravil v skledico tisti ogorček in čakal na mater. Ko je prišla domov, sem jo že na pragu sprejel in pokazal. Lejte, ata so rekli, da nama tako reč drugič posebej skuhajte, da jo bova jedla, če bova hotela, če ne, pa ne. Mati me je potresla za uho in očitala očetu. Lepo reč boš zredil iz fanta, ko ga takole podpihuješ. Oče se je materi seveda veselo nasmehnil. Očetu sem moral nositi na streho opeko, ki je prizidaval dimnik. Gosposka je namreč ugotovila, da je dimnik prenizek, blizu njega slamnata streha in je pač požar neizogiben. Na prvi opomin se je oče smejal, češ, več kot 200 let je že dimnik tak, pa še ni bilo ognja. Kaj bi prizidaval? Ko je prišel orožnik drugič in zagrozil s kaznijo, se je oče lotil dela. Kar sam, ko je vse znal. Ob zidanju je krog pol dneva mati zakurila, da nam skuha južino. Očetu se je pokadilo v nos. Pa mi reče, stopi po škaf vode in jo zli tu skozi luknjo na ognjišče, da se mi ne bo kadilo v oči. Kdo hitreje, kakor jaz? Brž sem skočil po škafček, natočil vodo in pljusk skozi dimnik na mater, ki je stala pred ognjiščem. Kako je bila huda, toda ne name, na očeta. Že iz teh drobnih spominskih utrinkov smo lahko slišali, da je mladi Finžgar preživljal lepo, sproščeno in srečno otroštvo. Čeprav je družina imela le kajžo in nekaj njivic, jim kruha ni nikoli manjkalo. Oba, oče in mati, sta bila zelo delavna in pridna, pa ravno prav stroga in hkrati popustljiva vzgojitelja, predvsem pa ljubeča in razumevajoča. Zato se je pisatelj v svojih spominih, ki jih je razkrival v najrazličnejših zgodbah, vse do konca življenja najraje vračal prav v svoje otroštvo in v svoje domače kraje. V pokrajino med strmimi gorami pod mogočnim stolom,
Spominjal se je mnogih nenavadnih dogodkov, domačih običajev in navad, še posebej pa praznikov, med katerimi so otroci najtežje pričakovali svetega Miklavža, ki jim je skoraj vedno izpolnil kakšno posebno željo. Vendar le, če so bili med letom pridni, če so dovolj molili in Miklavža tudi lepo prosili za darilo. To je dobro vedel tudi mladi France, ko si je nekega leta, ko je še trdno verjel v dobrega svetega Miklavža, neizmerno zaželel majhen nožič, s katerim bi si zlasti na paši lahko naredil marsikaj zanimivega. Kaj pa mu je kasneje ta tako zelo želeni in pričakovani nožič v resnici prinesel, o tem pa nam bo povedal odlomek iz zgodbe Miklavžev nožič, ki jo je pisatelj objavil leta 1932 v mladinski reviji Kresnice. Na čast svetemu Miklavžu za nove hlače, Oče naš. Na čast svetemu Miklavžu za 3 strdene štrukle, Oče naš. Na čast svetemu Miklavžu za nožič. Tako sva molila z bratom na peči ves teden pred Miklavževim večerom. In na večer so prišli parkeljni in Miklavž z njimi. Spet molitev in prošnje za dari. Miklavž je bil usmiljen in je vse obljubil. In zjutraj hlače, štrukli, orehi, jabolka, suhe hruške, zvrhan pehar vsega. Le nožiča nikjer. Kaj hruške, kaj orehi, nožič, nožič. Na trmasti jok mi je šlo. Oče me je opazil. Ali si že dovolj vse pretaknil? Vse, pa nožiča ni. Ko sem toliko molil zanj in mi ga je sam Miklavž obljubil. Le išči, kar Miklavž obljubi, izpolni. Iščem, skladam na mizo, skladam nazaj v pehar, nožiča ni. Tedaj se me usmili mati. Ali hlače nimajo žepov? Kar zabliskalo se mi je. Segel sem v žep in potegnil iz njega lep svetav nožič. Moj prvi nožič. Zmerom sem moral prosjačiti za nož. Sedaj sem ga imel. Svojega. Treba je bilo odrezati šibo, delati ob studencu mlin, narediti ptičnico za lov kalinov, izrezlati iz belega lubja vola, kravo, moj bog in še 100 reči, piščalke iz vrbe, strelice za rok, opisati pastirsko palico, da je bilo lepo modrasasto lisasta. Res ni mogoče vsega povedati. In za vso to važno obrt sem moral za nož moledovati pri dedu, pri teti, pri očetu, pri materi in vedno poslušati. Glej, da mi ga ne izgubiš. Da ga ne skrhaš, da se ne urežeš, pri priči mi ga prinesi nazaj. Da, če človek ni svojega orodja sam gospodar, je berač. Hvala Bogu, da je tega beraštva konec. Takoj sem se lotil Miklavževine. Najprej strdenega štrukla, rezal sem ga košček po koščku. Po nepotrebnem seveda. Rezal in rezljal sem jabolko. Orehe sem klal z nožem. Suhe hruške sem si narezal na koleščke in jih kazal. Češ, fige imam, prave tržaške fige. Zares prečudovito orodje je nož. Za vse je, za kar le hočeš. Da nisem Miklavževine še tisto uro razrezal, mi jo je mati vzela in spravila v skrinjo. Toda nož... Zunaj je bilo snega do kolena in še je naletaval. V gmajno do leščevja nisem mogel. Kar žalosten sem obsedel za mizo in premišljal, kako bi zaposlil svoj nožič, ki se mu je tako silno hotelo rezati. Odpiral in zapiral sem ga, deval v žep, ga jemal iz njega in spet odpiral. Svetlo rezilo je kakor lačno glodalo po lesu, po šibi, po delu sploh. Ob tej lakoti se je nož kar sam od sebe lotil naše lepe, bele javorove mize.
prav majčkeno je zarezal vanjo, samo drobno škrbinico. Tedaj me je pogledal oče preko naočnikov, ki jih je imel samo, kadar je šival ali klepal. Hitro je vstal, odložil šivanje in stopil k peči, se sklonil in vzel izpod klopi kaj pripravno sekiro, vejarico, ter jo položil pred me. Nož je obtičal v škrbini, kakor bi se bil ustrašil sekire. Jaz sem z odprtimi očmi zijal očeta. Nikar se ne trudi z nožem, me je spodbujal oče in si tlačil tobakov vivček. Miza je velika in težka, ne boš izlepa kos z nožem. Sekiro jo daj, jo boš prej pokončal. Prižgal si je, sedel spet k šivanju in molčal. Molčal sem tudi jaz. Pogledoval sekiro, pogledoval očeta. Nož je kar sam od sebe zlezel iz škrbine, se plaho zaklopil, kakor bi polž skril roge in smuknil v žep. Prijel sem sekiro, jo nesel nazaj na klop in splezal za peč. Dolgo sem ždel tamkaj prav v kotu za temenom. Roko sem držal v žepu, v roki stiskal nož in ga v mislih izpraševal. Ali si slišal? Prav gotovo je moral slišati in tudi spreumeti. Zakaj mize se ni nikoli več dotaknil. To je bila takrat za srečnega lastnika novega nožiča precej trda, a zanesljivo učinkovita očetova šola. Zareza v Javorjevi mizi pa v njegovi rojstni hiši kljub vsemu lahko občudujete še danes. Toda Francelj je moral kmalu še v drugačno, pravo šolo. Ale prvi 2 leti je lahko obiskoval domačo enorazrednico na Breznici, potem pa, bilo mu je komaj 9 let, se je moral že posloviti od doma, kar ni bilo lahko. 3. in 4. razred ljudske šole je obiskoval v Radovljici, kjer mu je oče tudi našel skromno sobico, toda hrano in stanovanje si je tam moral odslužiti sam s preprostimi kmečkimi deli. Največ je pasel krave, na paši pa se je kar sam učil tudi nemščino. Na pamet se je naučil kar veliko nemških besed in čeprav jih ni razumel, je bilo dovolj za sprejemni izpit v Ljubljani. V vaški šoli se je odlično izkazal. In ker so se starši zavedali, da bodo kasneje dom lahko prepustili samo enemu izmed sinov, to je starejšemu Janezu, so se odločili, da mlajšega Franceljna pošljajo v gimnazijo v Ljubljani. Tako so se takrat odločali zelo redki revni kmečki starši, saj so se bali predvsem prevelikih stroškov, kar je pomenilo šolanje v mestu. Zato jim je zelo pomagalo, če so se za svet lahko obrnili na domačega župnika, ki je sposobnosti otrok najbolje poznal. Tako je tudi Finžgarjevim pri odločitvi za šolo največ pomagal župnik Janez Kramer. Kako je potekal prvi pogovor z gospodom Janezem in kako se je potem odvilo prvo šolsko leto v Ljubljani, pisatelj odkrito, brez olepšavanja popisuje v povesti z naslovom Študent naj bo. Napisal jo je v letih 1909 in 1910 ter objavil v reviji Mentor. Prisluhnimo začetku pripovedi, pogovoru očeta bodočega študenta z župnikom Janezom. Pred župniščem so stali oče, mati in sin Francelj, na pragu pa župnik Janez. Ste se odločili, oče? Poskusimo 1 leto.
zakaj majhna je naša kajža. Za 2 sina ne bo v njej prostora. Morda tega le spravimo do lažjega kruha. Župnik je zajel iz tobačnice velik ščep, ponosljal, zaobrnivši glavo na desno in levo in izpregovoril. Poskusite. Povem vam pa, to je stava v loterijo. Nato je obmolknil in potegnil veliko plavo ruto iz žepa. Fant je gledal v častitljivega starčka z velikimi vprašujočimi očmi. Zakaj njegovih besed ni razumel? Toda razumel jih je oče in občutila mati. Loterija, kaj ne? Se težko zadene. Pa nikar, če mislite, da bi bilo napak za nas in zanj. Oče, kar je sklenjeno, je sklenjeno. Fant naj gre, poznam ga. Tedaj je stopil župnik bliže k Francelnu, ga z levico prijel za brado, mu položil desnico na glavo, da mu je pogledal na dno velikih hrepenečih oči. Prerokujem vam, čeprav nisem prerok, a poznam takele, kamor se nagne, tako bo. Če napravo, malo tako pravdanskih, če na levo, bomo vsi objokovali tole uro, ko smo dognali, študent naj bo. Kakor je Božja volja, je dostavil oče in družina se je poslovila od župnika. Domov grede niso govorili. Sin je razmišljal o župnikovih besedah. Ali te misli so bile kratke in pravzaprav zoprne njegovemu srcu, ki jih ni umelo. V sebi je občutil samo veliko koprnenje, skrivnostno čakanje. Nekaj velikega se bo zgodilo, to je slutil. Mračna zavesa je bila pred njim. V nemiru bi bil najrajši zacepetal, iztegnil roko in odgrnil to zaveso, da bi videl, kaj je za njo. Francel je molče stopal poleg očeta, po glavi pa mu je rojilo tisočero misli in strahov. Bilo mu je, kakor mladi ptički selivki, ki še ni preletela ne plenjav, ne morja, ki ne slute nevarnosti poti, a ve, da mora nanjo. Mora, ker je tako odločeno v njeni življenjski usodi. Iz mešanih misli je žarel tudi Francelnu en sam plamen, hrepenenje. Toda večje in močnejše kot skrivnostno hrepenjenje je postalo čisto običajno in lahko razložljivo domotožje. V 1. letniku, ko je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, se je res zgodilo veliko stvari. Tu je mestno okolje, ne najboljša družba, osamljenost in vedno močnejše domotožje, vse to je bila za mladega kmečkega fanta prehuda in pretežka izkušnja, ki je ni zmogel. Zato 1. letnika ni uspešno zaključil. K sreči pa je župnik Janez spet pregovoril starše in ti so se odločili za ponovni poizkus. In Francel jih ni razočaral. V nadaljevanju je bil vsa leta odličnjak. Uspešno je zaključil tudi študij bogoslovja in bil že po 3. letniku posvečen v duhovnika.
Ni se lahko odločil za duhovniški poklic, a preudaril je, da svojemu narodu lahko največ pomaga kot duhovnik. Novo mašo je pel 5. avgusta 1894 na Breznici. Bilo je zelo slovesno. Še leto dni pa je ostal v ljubljanskem semenišču. Potem je sledilo kar 10 službenih mest: Bohinjska Bistrica, Jesenice, Kočevje, Idrija, Sveti Jošt nad Kranjem, Škofja Loka, prisilne delavnice v Ljubljani, Želimlje, Sora in nazadnje Trnovo v Ljubljani. Prve službe so bile zelo kratkotrajne, šele zadnje 3 so bile daljše. To je za današnji čas nepredstavljivo, a Finžgar se je že na začetku svoje poti odločil, da bo sprejel vse naloge in vsa bremena, ki mu bodo naložena. In tak, delaven in vztrajen, poln železne volje in predanosti svojemu poslanstvu, je ostal vse življenje. Zato je bil povsod zelo priljubljen in povsod je zapustil pomembne sledi, ne le na cerkvenem področju, temveč tudi na gospodarskem in kulturnem. Že v gimnaziji je začel pisati lastna literarna dela, pesmi, pripovedi in tudi krajša dramska dela. Prvi daljši povesti sta bili povest Gozdarjev sin in novela Zaroka o polnoči. Razmišljal in pisal je o vsem, o kmečkem in mestnem življenju, o davni preteklosti in sodobnosti, o času vojne in miru, o naravi in ljudeh, o osebnih doživetjih in razmišljanjih, o trpljenju in radostih, o ljubezni in sporih, praktično o vsem, kar se ga je tako ali drugače dotaknilo in ga spodbudilo k zapisu. Že od mladosti pa je Francetovega Franceta France zelo rad potoval in hodil v hribe. Še posebej rad je hodil v planine s svojim najboljšim mladostnim prijateljem Alojzijem Gramom iz bližnjega Smokuča. V hribih sta se preživljala tako, da sta pomagala pri delu pastirjem, ovčarjem in kozarjem ali gremlicam, katerim sta se potem pridružila tudi pri jedi. Prav vse sta si delila, hrano, obleko in denar, zaupala sta si vse misli, želje in pričakovanja. Skupaj sta poleti 1890 potovala tudi v Istro, na Reko, v Trst in Gorico, odkoder sta se nato peš vrnila na Gorenjsko. Toda prijatelj Alojzij je moral k vojakom, kjer se je hudo prehladil, zbolel je zajetiko ter kmalu zatem umrl star komaj 23 let. To je bila prva velika, neprecenljiva izguba v Finžgarjevem življenju, a to je bil šele začetek. Bilo je leto 1900, sveto leto. Finžgar je takrat kot kaplan v Škofji Loki služboval že na svojem 6. delovnem mestu, ko se mu je končno izpolnila ena izmed njegovih dolgoletnih želja. Skupino romarjev je maja odpotoval v Italijo, v Rim. Hrepenel sem in čakal, dokler nisem dočakal. Moja mladostna domišljija je postala resničnost. V svetem letu 1900 sem se pogumno zadolžil in odšel. Z lahko nogo, z lahkim srcem, sproščene duše, s torbo na rami, v njej izposojeni bankovci. To je bil moj odhod v sončno Italijo. Hotel sem potovati kot oblak na nebu, lehak in svoboden, brez načrta, brez računa. Moj račun se je glasil:
do zadnjega vinarja. Moja prtljaga je bilo veselo srce. Kako daleč? Ne vem. Kdaj nazaj? Ne vem. Kaj si ogledam? Ne vem. Samo to je bilo gotovo, ko je zapiskal vlak. Sedaj gremo. Para je zasičala, kolesa so zabobnela, vlak se je jel gibati. Mene se je polastila omamna razkošnost. Začutil sem, da sem prost. Prost pratike, prost gospodarjev, prost ure, vsega prost. Nad mano samo milo pomladno nebo in Bog z večnimi zakoni. Tako nas je pisatelj popeljal v svoj potopis Oranže in citrone. Objavil ga je leta 1901 v Domu in svetu. V njem nam natančno opisuje celotno potovanje. Še posebej čustveno doživeto pa pripoveduje o neposrednem srečanju s tedanjim 90-letnim papežem Leonom XIII v cerkvi svetega Petra, ki je trajalo le nekaj bežnih trenutkov, a ga je vsega tako prevzelo, da se ni mogel upreti solzam. Solzam sreče in hkrati bridkosti. Dobro vem, da mi je mraz preletel celo telo, da sem se tresel od razburjenosti in navdušenja, ko sem videl še daleč sredi cerkve belo podobo, ki je rahlo plavala nad občinstvom. Zdelo se mi je, da prihaja duh, mogočen duh z onega sveta, pred katerim hočeš nočeš, moraš kloniti glavo. Nisem še razločil potez nedvignjene desnice, ki je blagoslavljala trume. Ko se je bližal sredini cerkve, teda je nastal nepopisen prizor navdušenja, spoštovanja, ljubezni in brezmejne vdanosti. Kakor veliko vzburkano morje je dunelo pod svodom. Vsi evropski jeziki so klicali v bučnih glasovih: Slava, živel Leon XIII, da se je tresel vzduh in so drgetala stekla v oknih. Po blagoslovu so se papežu poklonili zastopniki raznih narodov in korporacij. Medtem se je prepevalo po cerkvi. Vrstile so se nemške, laške, francoske, belgijske, madžarske in slovenske pesmi. Prvič je takrat donel pod kupolo svetega Petra slovenski zbor, prvič se zavestno uvrstil med druge. In ne samo to, bil je celo najboljši med vsemi. Vsi se izprašujejo, kdo so ti ljudje, in vse je zanimalo, a odgovora menda niso dobili pravega. In če se jim je reklo, da smo Slovenci, zmigovali so z rameni, ker še nikdar niso čuli o tem narodu. Tužna nam majka. Koncem Homagija je našel Leon XIII zopet prestol, katerega so dvignili nosilci in ga nesli po drugi strani konfesije, prav tam mimo, kjer sem stal. Ponavljale so se ta iste burne ovacije, navdušenje je bilo podvojeno, a vendar je stiskala naša srca neka tesnoba. Prej snidanje, zdaj že ločitev. Ko sem bil komaj 2 koraka od velikega Leona, opazoval sem ga lahko natančno. Njegova oseba je sila skromna in šibka. V obrazu ni trohice krvi, lasje so beli kot sneg. Vsa oseba je tako izredna, da bi lahko dvomil, ali je to res umrljiv človek, ali je že davno brez življenja in je le utelešen duh. Toda kljub navidezni trhlosti nosi njegovo lice najmarkantnejše poteze, iz katerih seva neizmerna miloba krokustnic, z visokega čela pa dostojanstvo in neupogljiva moč kralja vesoljnega sveta.
Ali vse te poteze so podobne mrzlemu marmorju? Najvrednejše in najduhovitejše življenje pa seva iz njegovih oči. Mejčkene so, skrite pod visoko čelo, ali to sta dve žarnici, ki gledata tako živahno, duhovito, vabljivo in milo, a tudi prodirata tako globoko v dušo, v katero se ozreta, da en sam pogled človeka očara in mu izvabi gorko ljubezen in hkrati neomejno pokorščino. Dobro pomnim, kako so se ujele najine oči. En trenutek so me zrle in polnil jih bom do groba. Začutil sem dve gorki kaplji na svojih licih, katere sem ročno obrisal. Sram me je bilo solz, ker se ne spominjam, koliko let že nisem imel rosnih oči. Ko sem se pa skrivoma ozrl, sem videl vsako oko solzno. Bila je bridka ločitev otrok od očeta. Počasi so šli nosilci mimo nas. Leon 13. se je dvigal na stolu, blagoslavljal nas in se poslavljal. Morda od vseh, za vselej na svetu. Kakšna čustva! Viharno pozdravljanje se mi je zdelo kot jek neskončno ranjenega srca, ki mora ostaviti najdražje, skoro gotovo za vselej. Ves očaran od vsega doživetega in poln novih moči, globoke vere in ljubezni se je mladi duhovnik vrnil iz Italije. Doma pa se je spet vse zapletlo. Nepričakovana smrt njegovega predstojnika, škofjološkega župnika, ponovni dekret in premestitev ljubljanske prisilne delavnice, kjer so ga čakali izjemno težki mladostniški prestopniki, in poleg tega še tisto nesrečno posojilo, ki si ga je privoščil pred potovanjem, je moral takoj vrniti. Mnogi bi se zlomili, Finžgar pa se je z božjo voljo in pomočjo prijateljev uspel izkopati iz nemajhne stiske. Ko pa je že dobil 2 leti, zatem ponovno zamenjal župnijo, odšel je v Želimije pri Turjaku, se mu je končno izboljšal tudi gmotni položaj. Poleg duhovniškega dela in vse bolj intenzivnega pisanja, dela na kulturnem in izobraževalnem področju, pa se je lotil še kmetovanja, tako da je sčasoma resnično laže zadihal. O prebiranju pisateljevih spominov na ta čas smo lahko ugotovili, da nam je sedaj mnogo laže razumeti tudi Cankarjeva dela, še posebej pripoved o učitelju Martinu Kačurju in o župnikih, s katerimi se je Kačur srečal na svojih 3 delovnih mestih. Finžgar je bil seveda popolnoma drugačen župnik. Ni bil le zelo delaven in ustvarjalen, temveč tudi zelo družaben in gostoljuben. Bil je velik ljubitelj narave, še posebej planinskega sveta. Že od svojega prvega službovanja v Bohinju je rad hodil tudi na lov. Fotografija na naslovnici albuma, ki sta ga letos izdala Mihael Glavan in Janez Bogataj in ki predstavlja Finžgarja v lovski opravi, zato zagotovo ni bila izbrana po naključju. A največ možnosti za svoj konjiček je imel v Želimjem.
kjer ga je svojo družbo na lov večkrat povabil turjaški grof Auersperg. O tem, kako se je nekoč srečal z medvedom, lahko tudi preberemo v njegovih spominih. Pa tudi na njegovi naslednji službeni postaji v Sori je hodil na lov. Tam ga je po gozdovih Sorškega hribovja največkrat spremljal posestnik in izkušen lovec France Mamovec Stehovca. Tako je z njim odšel tudi na svoj prvi petelinji lov. Bilo je okrog 20. marca v velikonočnem tednu leta 1910. Doživetje tega jutra je pisatelj popisal v črtici z naslovom Na petelina, ki jo je nato že aprila objavil v Domu in svetu. V črtici se čudovito usklajeno prepletajo pripovedovalčeva notranja občutja in razmišljanja z dogajanji v prebijajoči se naravi, z ustajenjem dneva in ubranim petjem ptičjega zbora. Ob vsem tem pa pred nami nenadoma zaživi podoba samega kralja ptic. Podoba velikega in mogočnega petelina, ki se ponosen sprehodi v svojem razkošju in trenutek zatem zapoje svojo zadnjo pesem. Prisluhnimo zaključku te izjemne, mojstrsko napisane pripovedi. Razgrnil sem plašč na rdečo plahto cvetoče vrise in legel. Prav tedaj so šinili prvi prameni zarje na vzhodu in pokropili škrlatom ovčke, oblačke. Daleč, ne vem kje, se je oglasil s tankim, visokim glasom 3-krat zapored žvižg ptička. Potem za hip odmor. Ko je zastavil 4. in zapel melodijo, tedaj je udaril vesoljni zbor. Zapel je vsak grm, iz vsake drevesne krone se je drobila pesem. O, to ni bilo več petje ptičev, to je bila himna gore, za katero si je loza ubrala strune ob dnevu vstajenja. Pred mano je stal lovec. Na tej strani se nič ne oglasi, greva za beguncem. Ročno je zdrsnil po bregu v dolino, jaz pa za njim. Šlo je dalje v strastnih skokih, brez poti gor in dol. 3 grebenov sva prekobalalja, 3 hudih strmin preplezala, opraskala od robida in trnja, mokra na kolenih. O petelinu nič sledu. Meni se je zdel ta hudi pohod že kar nespameten. Toda strast je menda nalezljiva. Zato sem vztrajal. Če ga z tega grebena ne ugledam, potem ne vem. Tako je modroval lovec. Ko sva lezla skozi močvirno korito, tepena od vej in trgana od gloga, da se popneva zopet k višku. Lovcu se niso povesili samo brki. Celo krajci njegovega klobuka so se zavihnili obupani navzdol. Pod vrhom se je ozrl in skoro zarežal vame. Postojte! Sam je snel klobuk in plezal kakor kuna. Samo eno oko je dvignil po strani čez greben. Par trenutkov je motril prostranost. Hipoma pa je odskočil in zdrsnil prav do mene. Na borovcu je, daleč doli, sredi griča. Hitro navzdol, potem prek roba, streljali boste, stavim. Tedaj se je že drsal po rebri, jaz pa za njim. Kakor blazna stva drvela. Dovolj, je želel zapovedovalno in se ustavil na kozji stezici. Od to prezno vprek na greben, pa ne boste več 50 korakov od njega. Lisjak se ne more previdneje tihotapiti, kakor sva se mi dva. Niti ptiček na drevesu, pod katerim sva lezla, ni obmolknil. Ko sva brezslišno pripolzela do roba, sem skrit za grmom pogledal proti borovcu. Veja se je šibila in gugala, petelin je strigel poganke in jih metal objestno na tla. Ker je bil obrnen od mene, sem lahko vstal, lovec pa je obležal pri mojih nogah. Prav v tistem hipu se je dvignilo sonce izza obzorja.
Bogati žarki so se razlili po lesketajočem perju. Petelin je razprostrl krila, našopiril repo pahlačo in se z veličastno kretno obrnil proti soncu. Glavo je globoko priklonil, dnevov pozdrav, nato pa iztegnil vrat in zapel pesem vzhajajočemu soncu. Spričo krasnega prizora se mi je ustavila roka, ko sem dvigal puško. Toda nestrpni moj spremljevalec je že priganjal. Prižgite. Dobrava je jeknila. Petelinu je klonila glava na prsi, kjer je začutil pekočo bolečino. Zadnja pesem. Soncu. Zadnji pogled na to vroče srce. Nato je omahnil. Moje srce pa je prevzelo čustvo, v katerem je bila grenka kaplja. Srnica. Naslov te melodije je Srnica. Tako je pač spleteno to naše življenje. Na eni strani radost in lepota, na drugi pa grenkoba in bolečina, s katerimi tudi našemu pisatelju ni bilo prizanešeno. Finžgar je živel zelo razgibano življenje. Vedno je bil sredi ljudi in sredi vsega dogajanja. Kot duhovnik je znal poslušati in svetovati, bil je zelo odprt, razumevajoč, komunikativen in gostoljuben človek, h kateremu niso prihajali le duhovniki, temveč ljudje najrazličnejših slojev in poklicev. Zato ne preseneča zapis na prvi strani spominske knjige, v katero so se vpisovali njegovi obiskovalci. Na stežaj so odprta moja vrata, za sestro vsako in za brata. Če prideš v znamenju miru, ljubezni čisti in s poštenim licem, kdor pa srce kovarno padlo v prsih nosi, na druga vrata trkaj, drugod vstopa prosi. Po tem vodilu in navodilu se je družil, prijateljeval in se dopisoval tudi številnimi pomembnimi kulturniki, književniki in drugimi umetniškimi ustvarjalci svojega časa, in med njimi so bili Anton Aškerc, France Bevk, oba Cankarja, Ivan in Izidor, pa Ksaver Meško, Ivan Grohar, Richard Jakopič, Hinko Smrekar, Jože Plečnik, Ivan Pregelj, Ivan Tavčar, profesor in prešernoslovec Tomo Zupan, pesnik Oton Župančič in še mnogi drugi. A najbližji sopotnik v življenju so mu bili že omenjeni mladostni prijatelj Alojzij Gram, prvi literarni mentor in urednik Doma in sveta Frančišek Lampe, profesor in politik Janez Evangelist Krek, tudi vzornik na področju reševanja socialnih vprašanj, ter pesnik in dramatik Anton Medved. A prav ti štirje prijatelji so ga mnogo prezgodaj zapustili. Pogrešal in spominjal se jih je vse nadaljnje življenje.
Še posebej tragično usodo med njimi je imel slednji, pesnik Anton Medved, ki se je rodil leta 1869 v Kamniku. S Finžgarjem sta se spoprijateljila v ljubljanskem semenišču ob študiju bogoslovja in literarnem ustvarjanju. Medved je bil zelo nadarjen, prijeten in duhovit človek, a, kot smo lahko prebrali, preobčutljiv za vsakršno kritiko in z urojeno boleznijo v sebi. Žival je v svojem svetu prevelikih nasprotij, med tiho žalostjo in glasno veselostjo, med samotnim obupavanjem in upanjem v opoju sladkega zla. Razdalje med iskanim in najdenim svetom so bile zanj prevelike. Ni jih zmogel. Umrl je marca leta 1910, 2 meseca pred 41. rojstnim dnevom na Turjaku, kjer je tedaj služboval kot župnik. Ta smrt je Finžgarja zelo pretresla. Poleg več dram pa je Medved izdal tudi 2 zbirki svojih pesmi. V njih nam zelo odkrito, presunljivo in tenkočutno razkriva svoja notranja nihanja in razpoloženja, različne stiske in grenka spoznanja, pa tudi ljubezni. Še posebej ljubezni do slovenskega naroda in slovenske besede. Zato tudi zdaj prisluhnimo prav pesmi Antona Medveda z naslovom Slovenska govorica. Ljubim te, slovenska govorica. Ljubim bolj kot boreči vir, bolj kot pesem, ki jo drobna ptica poje v jutranji svečani mir. Vidim te, slovenska govorica, kadar detetu nabiraš v smeh rožne ustnice, nedolžna lica, kadar vreš iz src prepolnih 2. Ljubim te, slovenska govorica, kadar te povzdigajo možje, sveta narekuje te pravica, neustrašno za dom srce. Odreveni gibka mi desnica, jezik mi prirasti na nebo, a ko te slovenska govorica, kdaj pred svetom zatajim plašno. Sladka materina govorica, lepa mimozemskih vseh glasov, mojih misli in čutil glasnica, tvoj oblime zadnji blagoslov. Tako kot za Medveda je bila tudi za Finžgarja v življenju najpomembnejša ljubezen do slovenskega jezika, saj brez nje svojemu narodu ne bi mogel pomagati v tako veliki meri. Veliko mu je darovala usoda in veliko je zato lahko podaril nazaj. Živel je kar v 3 različnih državah s 3 različnimi političnimi sistemi, v stari Avstro-Ogrski ter prvi in drugi Jugoslaviji. Ljubljanski potres 1895, prva in druga svetovna vojna, bombni napad na Ljubljano 9. marca 1945, to pa so bile ključne zgodovinske prelomnice 5 desetletij, ki so sooblikovale Finžgarjevo življenje in delo. Vse družbene spremembe je spremljal in so doživljal, vse ga je zanimalo,
A politično in strankarsko se ni nikoli angažiral in opredeljeval. Zvest je ostal le svojima dvema poslanstvoma, duhovniškemu in kulturnemu, svojemu ljudstvu in slovenski besedi, veri, resnici in upanju v boljše življenje vseh. Zelo naporno in težko desetletje je duhovnik in pisatelj preživljal v Sori, kjer je služboval od leta 1908 do 1918. Najprej je moral urediti odnose med hudo sprtimi ljudmi, nato sodeloval pri regulaciji reke Sore in vodovodni napeljavi, pa še pri ustanavljanju kmetijskih in živinorejskih zadrug. A najhuje je bilo v času Prve svetovne vojne, ko je kot župnik in tudi občinski tajnik na vseh koncih in krajih moral pomagati družinam, ženam z otroki, ki so ostale same na kmetijah, ker so možje morali na vojsko. O tem, kaj vse se je tedaj dogajalo, pripoveduje v svojem delu ciklu presunljivih in pretresljivih vojnih podob, ki jih je pod naslovom Prerokovana pisal in objavljal v Domu in svetu v letih 1915 do 1919. To so pripovedi o velikem trpljenju in velikih žrtvah malega slovenskega naroda. A vendar pisatelj ni obupal, temveč se je z vsemi svojimi močmi uprl zlu, ki ga lahko prinašajo le vojne. Z delom in prizadevanji za soljudi in nato nadaljeval tudi v Ljubljani, kamor se je preselil aprila 1918, ker je postal župnik v Trnovem in to je bilo njegovo zadnje službeno mesto vse do upokojitve konec leta 1936. In to je živel, deloval in maševal tudi še potem v nepokojnem pokoju. Pa zakaj ravno v Trnovski fari? Na to vprašanje pa nam bo s svojimi citrami najbolje odgovorila naša virtuozinja, gospa Vida Učakar. Da, res prelepa je Trnovska fara, še lepši je Trnovski zvon. To je vedel tudi naš pisatelj. A za nove zvonove je po uničenju v Prvi svetovni vojni moral poskrbeti kar sam. In zato je tu tudi ostal. Nadaljeval je svojo pot še z novimi dejavnostmi. Ves čas je urejal in obnavljal Trnovsko cerkev, bil urednik publikacij Mohorjeve družbe, predsednik Nove založbe in urednik revije Mladika. Bil leta 1938 med soustanovitelji in s tem postal eden izmed prvih članov SAZU. Prijateljeval in sodeloval je pri več projektih s svojim znamenitim sosedom, arhitektom Jožetom Plečnikom, ki mu je tudi pomagal pri organiziranju odkupa in preureditvi Prešernove rojstne hiše v Vrbi v muzej. Pogosto je predaval dijakom in študentom ter pisal. A ne le za odrasle, temveč veliko tudi za mlade bralce, saj se je ob spominih na svojo mladost in svoje lastne izkušnje znal še posebej lepo uživeti v doživljaje sveta in njihovih vsebin z očmi in občutji otrok. Ob vsem tem delu, pa tudi ob težkih gospodarskih ter družbeno-političnih razmerah, ki so se v 30 letih prejšnjega stoletja tudi na Slovenskem začele vedno bolj zaostrovati in slabšati, ni bilo prav nič nenavadno, da je bilo vedno bolj načeto tudi Finžgarjevo zdravje. Potreboval je vsaj nekaj oddiha in miru. Po nekaj dnevih, ki jih je preživel na morju, se je počutil še slabše. Pa mu je njegov zdravnik svetoval planine. Le kaj drugega bi mu lahko tako koristilo, kakor gorski zrak in planinski svet, kjer je bil doma. In res se je odpravil v svoj domači svet, v svoje planine. Še več,
Leta 1934 si je tam, na Zabreški planini pod Stolom, postavil majhno leseno kočo Murko, v katero se je vsaj občasno lahko zatekal. V samoti in miru se je lahko oddahnil od mestnega vrveža in nemajnih skrbi. In kmalu se mu je okrepilo tudi zdravje, da se je v naročju neokrnjene gorske narave spet lahko bolj sproščeno predal spominom na svoja mladostna potepanja in čase, v katerih so bili po njegovih izkušnjah ljudje bolj povezani z naravo in med seboj. In tako se je namreč sčasoma rodila tudi njegova doživeta, prijetna in s humorjem prežeta pripoved o gospodu hudourniku, mestnem uradniku s pravim imenom France Kališnik, ki se v mestu ne počuti dobro in si želi le v planine. Zato v njem kaj hitro lahko prepoznamo pisatelja samega, ki med počitnicami najraje odhaja na planino v svojo kočo Murko, kjer obkrožen z gorsko naravo in živalmi preživlja najlepše trenutke. Tako v planinah uživa tudi gospod hudournik, ki ga na teh poteh spremlja Lisko, kuža, ki mu ga je za precej visoko ceno kar na vlaku prodala nekdanja sošolka. In prav Lisko, mešanček, ki v mnogočem spominja na pisateljevega pametnega psa Jazona, ki ga je imel v Želimljem, jo svojemu gospodarju nemalokrat zagode, kar pa daje zgodbi še dodaten čar. To potrjuje tudi odlomek iz poglavja Lisko gre na potep, ki smo ga izbrali za nocoj. Nekega dne je hudournik pripravljal drva in ni imel časa za sprehod, pa se je Lisko kar sam odpravil k sosednji koči, k majerici Maruši. In kaj je bilo potem? Prišel je do koče. Stopil je s prvimi nogami na prag in pogledal po Maruši. Ni je bilo. Stopil je krog koče, šel goveji hlev, majerice nikjer. Posedel je na pragu in jo čakal. Ni je bilo. Lisko je obupal. Pomolzeno mleko je šlo po vodi. Pa se je naredil kar domačega. Zakaj? Nekaj ga je prijetno ščegetalo v nosu. Šel je v kočo. Na mizi je stal lonček. Od njega je prihajal prijeten duh. Toda ne po mleku. Nekaj boljšega je moralo biti. Lisko skoči na klop. Vonj je bil še lepši in ga je vabil in vabil. Lisko je še enkrat pogledal po Maruši. Ne duha, ne sluha o njej. Drzno je poskočil na mizo in vtaknil nos v lonček. Presneta reč, ričet je v njem in iz ričeta gleda kos svinjskega mesa. Lisko se je spomnil, da mu je hudournik strogo prepovedal na mizo. Zapekla ga je vest. Kljub hudi skušnjavi je začel omahovati. Tedaj se mu je zazdelo, da je nekaj zaropotalo. Prestrašen je skočil z mize, sedel hinavsko nedolžno na prag in čakal. Nikogar ni bilo. Ne Maruše, ne Tomaža. Le veter je pihal, ta je prevrnil preslonjeno skodlo, da je rahlo zaropotalo in Liska ustrašilo. Še je posedel na pragu, toda ričet v lončku ga je bil vabil. Kar stresalo ga je od strasti in poželenja. Pogledal je na mizo, a se je premagal. Skočil je čez prag, obtekel kočo, ampak se je vrnil. Mik mesa v lončku je bil prehud. Lisko je v boju s skušnjavo omagal. Skočil je na klop, sklopi na mizo in takoj vtaknil gobček v lonec. Toda lonec je bil na vrhu zelo ozek. Lisko ni dosegel mesa, samo nos je vtaknil v ričet. Kar je, sedaj moram do mesa. S hudim sunkom je porinil glavo v lonec, ker zabolelo ga je, ko je potiskal rob lonca čez ušesa. Hitro je pograbil meso in dvignil glavo. Toda smola smolnata. Glava ni hotela iz lonca. Z glavo v red je dvignil tudi lonček. Zastonj je otresal z glavo, da mu je brizgal ričet oči in ušesa.
Tedaj je zaropotalo pred kočo. Maruša je vrgla na tla butar v suhladi in stopila na prag. Lepo čakaj me, tat, pas, je zakričala in pograbila šibo na obratih. Začela je te peškati liska, ki se je obupan pognal z loncem na glavi kar na tla. Nič ni videl in se je zaletaval na vse strani. Maruša pa je mlatila, kamor je padlo. Dokler se lisko ni zaletel s tako silo v steno, da se je lonec razbil in se vsebina pocedila po koči. Lisko je imel vse zapackane oči, a vrata je vendarle našel. Pobegnil je skoznje, kar je sapa dala, in na pragu ujel še zadnje na svojo dlako. Niti zacvilil ni, ko je dirkal čez drn in strn proti Murki. A nekoliko ponesrečeni potep se je za Liska kljub vsemu kar srečno končal. Ko je prišel domov, je hudournik še cepil drva in niti opazil ni, da je kam odšel in da se je vrnil. Pa tudi majerica Maruša mu zaradi lončka ni zamerila, še smejala se je njegovi prigodi. Toda vse drugače je bilo po svetu. Zgodba o gospodu hudourniku je šla leta 1941 pri Mohorjevi družbi, torej v letu, ko se je pri nas začela druga svetovna vojna, ki je tako kot prva spet trajala dobra 4 leta. Ko je 6. aprila 1941 prišlo do napada na Jugoslavijo in so tudi v Ljubljani eksplodirale prve bombe, je Finžgar ravno maševal v svoji Trnovski cerkvi. Med ljudmi je zavladal strah. Slovenija je bila razklana, popolnoma nepripravljena in razdaljena med 3 okupatorje. Za ves slovenski narod so sledila leta polna grozot, stisk in trpljenja. Manj strašna noč je v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužnji dnovi. So bili tedaj gotovo najbolj aktualni verzi našega največjega pesnika, ki so jih ponavljali mnogi. 70-letni pisatelj, ki je tudi zaradi svojih izkušenj z Nemci v Kočevju in kasneje z Italijani na Primorskem simpatiziral z NOB, a se zaradi starosti aktivno ni želel izpostaviti. So pa bila njegova stališča znana tudi nasprotnikom. Zato je vsa vojna leta dobival najrazličnejše grožnje z aretacijo, internacijo in celo ustrelitvijo, pa tudi vabila in povabila k sodelovanju. Ni klonil in se tudi ni uklonil. Kljub negotovosti in strahu se ni umaknil iz Ljubljane, temveč je ostal zvest svojim župlanom, ki jim je stal ob strani v času največje ogroženosti in negotovosti. Vsako jutro je maševal v Trnovski cerkvi in kot vselej dotlej zaupal Božjo voljo. Kljub vsemu hudemu je tako nekako srečno preživel skoraj do konca, do pomladi v zadnjem letu vojne do 9. marca 1945. Morda je v tem času pisal nekoliko manj, vsekakor pa tedaj ni pisal o aktualnem dogajanju, o vojni in njenih strahotah, tako kot med Prvo svetovno vojno, a vendar ga je pisanje tudi takrat reševalo. Predal se je spominom in začel pisati svojo avtobiografijo, ki jo je dokončal 7 let po vojni. Pod naslovom Leta mojega popotovanja pa jo je leta 1957 izdala Mohorjeva družba. Med brskanjem po spominskem gradivu je nepričakovano našel davno odloženi, drobno popisan zveščič. To so bile 4 pravljice.
Makalonca, Hudobin Potepin, Kvartopirčev sin in Kačja dolina, ki jih je nekoč pred več kot pol stoletja še kot študent slišal od ovčarjev in črednikov v planinah. Tedaj si jih je zapisal, potem pa nanje pozabil. Malo jih je uredil, na novo napisal in pokazal prijatelju, arhitektu Jožetu Plečniku. Tega so pravljice tako navdušile, da jih je tako ilustriral in oblikoval izjemno lepo knjižico, ki je z naslovom Makalonca izšla proti koncu leta 1944. Kakšno protislovje! V stvarnem svetu je divjala vojna, pisatelj in njegov prijatelj pa sta se iz strašne stvarnosti umaknila in zatekla v svet pravljic, v svet bogatih kraljev in cesarjev, pogumnih kraljevičev in lepih cesaričen, ki živijo v veliki in popolni sreči. Pa je bilo res tako? Ne. Saj tudi njihov svet ni samo lep in srečen. Tudi v tem svetu se pojavljajo enake težave in skrbi, stiske in zla, s kakršnimi se je na svoji življenjski in poklicni poti srečeval tudi pisatelj sam. Kot so na primer raznovrstne zasvojenosti, ki tudi danes ljudem prinašajo veliko trpljenja in gorja. Vendar pa, ker imajo vse 4 pravljice zbrane v Makalonci lep, veder in srečen konec, so ljudem v najtežjem času vendarle vzbujale upanje in vero v boljši in lepši svet. V svet brez vojne in brez sovraštva. Zato smo za zadnji odlomek iz del pisatelja Frana Saleškega Finžgarja izbrali začetek pravljice Kvartopirčev sin, ki je leta 1944 izšla pri novi založbi v zbirki Makalonca. Živel je kmet, ki je bil kvartopirec. Kar je skupil, vse je zakvartal, da je bilo doma komaj za sol. Zgodilo se je, da je peljal iz mlina meh moke, pa se je ustavil pred krčmo, stopil vanjo in moko zakvartal. Celo tako je bilo, da je gnal volina semen in spotoma oba zakvartal. Namesto denarja je prinesel domov le vrv, na katero sta bila odvezana vola. Začel si je pomagati z dolgovi, ki jih ni vračal. Zato so pritisnili posojevalci nanj in terjali denar. Kmet je žalosten hodil po polju in premišljeval, katero njivo bi prodal, da bi terjavce utolažil. Kar stopi preden, imeniten gospod, kakor bi bil iz tal zrasel. Zakaj si tako žalosten, ga gospod prijazno nagovori. Kaj bi ne bil, ko me tarejo dolgovi? Prodati bom moral njivo. Bodi pameten in ne prodajaj. Če meni prodaš to, kar ne veš, da imaš, ti dam denarja, da plačaš vse dolgove. Kmet ga je gledal in se čudil. Čez 30 let šele pridem tisto iskat. Čez 30 let šele, se je kmet še bolj čudil, nič prej. Zadolženi kmet kvartopirec je pomislil, kje že bom čez 30 let? Otrok nimam in če mi odnese pol hiše, naj jo le. No, ali udariva? Mu je molil roko prijazni gospod. Kmet je udaril, gospod mu je nabrinkal denarja, da je lahko poplačal vse dolgove in še ostalo mu je. Ko se je kmet vesel kupčije, komaj 2-krat prestopil po ozarah, je gospodski človek izginil, kakor bi se bil v zemljo vdrl. Kmeta je pretreslo. Če ni bil sam hudič, še in še se je oziral za tujim gospodom. Ne sledu, ne smradu ni bilo več o njem. Spet ga je spreletel strah. Ko je pa začutil v žepu denar, je zamahnil z roko in se dobre volje vrnil domov. Vse dolgove je poplačal in še pri igri je dobival. Ni še preteklo leto, dobi kmet sinčka. Še malo ga nista z ženo pričakovala. Predolgo sta bila brez otrok. Zato je bila žena od sile vesela, mož pa se je kar zakrknil od žalosti. Ko ga je žena izpraševala, zakaj ni vesel tako lepega fantička, je dolgo skrival. Nazadnje je vendarle ves potrt razodel. Žena,
Še pred rojstvom sem fantička prodal hudobi. Čez 30 let pride pon. Kadarkoli je poslej mati sinu, Vide mu je bilo ime, rezala kruh, je jokala. Vide jo je izpraševal: Mati, zakaj jokate? Mati se je izgovarjala: Videk moj, srce me boli. Ni mu povedala. To je bil začetek pripovedi o Kvartopirčevem sinu. Če vas zanima, kako se je razpletla, pa si jo boste morali prebrati sami. Le to vam lahko razkrijemo, da je bila tole ljudska pravljica. Pravljice pa skoraj vedno srečno končajo. Za Finžgarja pa se druga svetovna vojna ni končala srečno. 2 meseca pred koncem 9. marca so zavezniška letala bombardirala Ljubljano in ena izmed bomb je padla tudi na njegovo hišo, ter jo je močno razdejala. Hudo ranjen pa je bil tudi pisatelj, ki je tedaj delal v svoji sobi. Več tednov je moral preživeti v bolnišnici. Zdravniki so mu pomagali, da so se mu povrnile moči, sluha pa mu niso mogli nikoli več povrniti. Odtlej je bil skoraj gluh. A ostalo mu je še 17 let dejavnega in ustvarjalnega življenja. Kljub letom in šibkemu zdravju je še naprej opravljal obe svoji poslanstvi. Njegova hiša je bila vedno polna najrazličnejših obiskovalcev, prišlo je mnogo znanih osebnosti tedanjega časa, a tudi veliko mladih ustvarjalcev, ki so si želeli njegovih nasvetov in pozitivno kritičnih mnenj. Vabili so ga tudi na razne konce in kraje, da je nastopal kot govornik. Razmišljal in pisal je vse do konca svojega življenja, do smrti 2. junija 1962. Vse to smo prebrali v spremnih besedilih k njegovim izbranim delom in tudi letos v izdani monografiji Franc Saleški Finžgar, Vera v resnico, lepoto in pravico, ki sta jo ob 150. obletnici pisateljevega rojstva pripravila Mihael Glavan in Janez Bogataj. Prebrali pa smo tudi, da so v literarnih delih razen v zaključku svoje avtobiografske pripovedi Leta mojega popotovanja, izdano pri Mohorjevi družbi 1957, ni loteval dogodkov 2. svetovne vojne in tudi ne sodobnih družbenih dogajanj, čeprav je živo spremljal vse okrog sebe. Raje se je vračal v preteklost, v svoje otroštvo, k spominom na svoja prva in največja učitelja, deda in očeta. Zato je svoje zadnje pripovedi, izbrane v knjigah iz Mladih dni in Ivari, izšle leta 1953 in 1959, zanimive in vesele, a tudi nevsiljivo poučne zgodbice o živalih, naravi in na lastnostnih doživetjih, namenil mladim, ki jim je želel povedati predvsem to, naj ne hodijo po svetu z zavezanimi očmi in gluhimi ušesi. Kdor bi tako hodil, bi zamudil pol lepote in bogatstva, ki mu ga lahko da življenje, je pisatelj zapisal v enem izmed svojih besedil. In kaj bi pa vsem, kar smo uspeli povedati ta večer in potem, ko sta se nam pravkar povsem spontano združila konec in začetek življenjske in ustvarjalne poti Frana Saleškega Finžgarja, temu lahko še dodali? Še mnogo je stvari, ki se jih nismo niti mogli dotakniti. Zato morda le to, da je pisatelj leta 1951 ob svoji 80-letnici za svoje bogato književno delo prejel najvišje slovensko priznanje na področju literature, veliko Prešernovo nagrado. In da je bil z izdajo vseh njegovih del v zbirki zbranih del pisatelj uvrščen med slovenske klasike. Vse drugo pa naj ostane za prihodnost, za prihodnja branja in morda tudi za prihodnje okrogle obletnice. In še droben utrinek čisto za konec. Ko smo se ob zaključku naših branj in razprav v skupini še enkrat ozrli na celotno pisateljevo življenjsko in ustvarjalno pot, se je pred našimi očmi nenadoma pojavila čisto stvarna podoba, s katero bi lahko ponazorili našega izjemnega duhovnika, pisatelja in akademika Frana Saleškega Finžgarja. Bil je in še vedno ostaja drevo, ki je sprva slabotno in nebogljeno komaj pognalo drobne korenine.
potem pa nepričakovano naglo zraslo in se polagoma, a neustavljivo razvilo v pravega orjaka, ki je veje svoje krošnje mogočno, široko in visoko razprostrl na vse strani. A ker vsako drevo pod svetlim, svobodnim soncem najlepše zadiši in zažari prav takrat, kadar se med njegovimi vejami v lahnem vetru oglasijo melodije in pesmi domače dežele, zdaj tudi mi še zadnjič nocoj prisluhnimo citram naše virtuozinje gospe Vide Učakar. Moram vam povedati, da sem jaz 9. februarja rojena, tako kot ta pesnik. Rojena sem bila pa takrat, ki je on umrl. Tako da pa lahko začnete, da ni čutim, če kaj ni bilo v redu. Hvala Vidi za zaigrane melodije in hvala tudi vsem nastopajočim za izveden literarni večer. Zdaj pa prosim mojo sodelavko, da nastopajoče še nagradiva s skromnimi darili. Najprej prosim za darilo za gospod Danico Bakovnik, mentorico. Izvoli. Danica, najlepša hvala za pomoč pri izvedbi literarnega večera in za sodelovanje v našem študijskem krožku. Hvala za idejo in vsem se najlepše zahvaljujem. Res se mi zdi enkratna zgodba, enkratno sporočilo, ki nam bo lahko še dolgo pomagalo in nas vodilo naprej. Hvala lepa. Zdaj vidim tukaj pred sabo gospod Vido. Vida, hvala tudi vam za zaigrane melodije. Upamo še na kakšno... Pa še enkrat se upravičujem, jaz sem pri nizk sedela, mogla bi... Vida, super je bilo. Ne, ni bilo. A se strinjate? Jaz nisem bila zadovoljna. V redu je, vse v redu. Če je bilo kaj narobe, prostite, no. V redu je. Darko, tudi tebi hvala. Hvala tebi. Gospod Janez, hvala tudi vam. Ostale pa že imena ne vem. Hvala tudi vam. Maruša, hvala. Sonja, hvala tudi vam. Pa še gospa Dragomila. Okay.
Evo, še izvajalec obveznega teksta. Hvala, Jaka.